Župan občine Slovenske Konjice je ob Mednarodnem dnevu invalidov, ki ga obeležujemo 3. decembra, in Mednarodnem dnevu prostovoljstva ob 5. decembru povabil konjiška društva in organizacije na skupno druženje. Vsem se je toplo zahvalil za njihovo prizadevno delo in sodelovanje v letu, ki se počasi izteka. Vse, kar si želimo, se zgodi slej ali prej, na takšen ali drugačen način in vedno ob pravem času, na pravem mestu, s pravimi ljudmi. Pomagati je odlika izjemnih posameznikov, ki je nikakor ne smemo zanemariti, so bile besede župana Mirana Gorinčka, ki ceni pomoč vseh prizadevnih prostovoljnih Konjičank in Konjičanov, ki ob različnih priložnostih nesebično priskočijo na pomoč. In na različnih področjih delujemo ljudje, tako da dopolnjujemo to sliko v družbi za vse tisto, kar nimamo inštitucij, ki bi znale poskrbeti za vse življenjske situacije, pa vendar imamo ljudi. In to je tisto naše največje bogatstvo, da imamo ljudi, prostovoljce, ki ustvarjajo družbo tako, da jih smemo reči prijazna družba. Jaz bi se vam vsem skupaj in vsem tistim, ki jih zastopate, ki jih danes ni z nami, rad iz srca zahvalil v imenu celotne lokalne skupnosti za to, da smo takšni, kot smo. In seveda velika želja, da delujete v tem duhu tudi v bodoče. Gostje so se družili z magistrico Aleksandro Boldin, ki je prisotnim predstavila humanitarnost na Konjiškem skozi čas in gimnazijci Konjiške gimnazije v dvorani Konjičanka. Pravzaprav moramo vedno zgodovinarji poiskati nek najstarejši vir. In na Konjiškem najstarejši vir o začetkih dobrodelnosti sega v leto 1181. Namreč ta vir priča o tem, da so bili začetki povezani z cerkveno dobrodelnostjo oziroma z dobrodelnostjo v verskem smislu. Kajti, ko so gospodje konjiški, plemiči, nekako v konjiški cerkvi in pri Žičkih kartuzijanih začeli obujati spomin na svojega dragega očeta, Leopolda I., so na nek način, kot zgodovinarji tolmačimo, tudi dajali upanje živečim. Torej, spominjali so se njega in vemo, da takrat so bili ljudje globoko verni, torej menili so, da s tem delajo svojemu očetu globok poklon, poleg tega pa torej tudi vsem ostalim. Torej, dobrodelnost izvira iz teh cerkvenih začetkov oziroma torej spomina na pokojnike. Program so popestrile glasbene točke, flavtistki Ajda Kangler in Ana Kolar, recitatorka Maruša Marguč, solistka Andreja Obrul, profesorica petja in magistrica glasbe, pevka Ana Marija Fijavš, obe spremljavo na klavirju magistrice Franje Kmetec. Kot smo lahko slišali, se je zelo veliko izjemnih posameznikov zapisalo v zgodovino humanitarnosti na Konjiškem, no in ena najvidnejših je bila gotovo baronica Adelma von Vaj. V monografiji boste lahko prebrali, da je bilo uradno odprtje bolnišnice Kristijane Lazaret, bolnišnice Rdečega križa, pri ustanovitvi katere je z možem Odonom zelo aktivno sodelovala prav Adelma, in to odprtje te bolnišnice je bilo ravno na njen rojstni dan, kar je zanjo predstavljalo izjemno veliko čast in ji pomenilo zelo veliko. No in poleg tega, kar smo danes že slišali o njej in kar še bomo v nadaljevanju, smo od Aleksandre slišali že tudi, da je bila avtorica glasbe in besedila speva Geisterlied, pesem duha, ki je bil na zvočnem nosilcu tudi posnet, in sicer leta 2015 v izvedbi Andreja Obrul, profesorice petja in magistrice glasbe, ki je tudi, kot smo že povedali, danes naša gostja. In danes bo ob klavirski spremljavi magistrice Franje Kmetec v življenje obudila Adelmino pesem duha Geisterlied. Pa prisluhnimo. Thank you.
Državljane je povabil, da postanejo božiček za en dan in v dogovorjenem terminu oddajo pravilno pripravljeno in opremljeno darilo v Mladinskem centru Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah.